Mladoskop. Prav prisrčen dober večer voščim vsem skupaj, Jakob Turk sem z vami in vi poslušate Mladoskop. Ja, uganili ste, današnji Mladoskop bo poseben in to zato, ker se bomo spomnili dveh dogodkov. Enega, ki se je že zgodil in je za naš radio zelo pomemben, in enega, ki šele prihaja in je za vas, nas, predvsem za mladino, pa tudi za druge, zelo pomemben. Kako bi vam povedal, o čem bomo najprej govorili? Ostal bom malo skrivnosten. Prisluhnimo skladbi, ki bo namig. O čem bomo danes najprej govorili? Nisem iskal te, ti si našel me. Stal si pred vrati mojega srca. Ko vrata odprl sem tebi, moj Gospod. V ranjenosti srečal si me, stekel tvoj samobjem. Tu je veselje dan, vrata odprta so, novo zavezo s teboj. Tu je veselje dan, vrata odprta so, bližino s teboj. Tu je veselje dan. Milost še globlje k tebi vabi me, hvaležno prepevam, ker si vzljubil me. Odprl boš vrata doma večnega, lepoto bom tvojo zrl, Gospod, vso večnost bom skupaj s teboj. To je veselje dan, vrata odprta so, v novo zavezo s teboj. To je veselje dan, vrata odprta so, bližino s teboj. To je veselje dan, vrata odprta so, v novo zavezo s teboj. To je veselje dan, vrata odprta so, bližino s teboj. To je veselje dan. To je veselje dan. Moj korak vežeš na svoj živi glas, le ob tebi sem doma. Ko pride noč in ko se znova zdani, tvoj sem zavedno, polagam se v tvoje dlani. To je veselje dan, vrata odprta so, v novo zavezo s teboj. To je veselje dan, vrata odprta so, bližino s teboj. To je veselje dan, vrata odprta so, v novo zavezo s teboj. To je veselje dan, vrata odprta so, bližino s teboj. To je veselje dan. 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 Joj, kako čudovita skladba. Vedno, ko jo slišim, mi grejo kar vse kocine po konci. Ampak, veste kaj? Mislim, da nisem edini, ki ga je ta
pesem popeljala nekaj ur nazaj. In sicer na tisti velik oder na Ritmu srca 2026. Imam prav, ne? Res je bilo lepo. In prav o tem bomo danes govorili. Me pa zanima, kaj je bilo tisto, kar vam je dalo tisti zagon, da ste šli, kupili karto, povabili prijatelje, se usedli v avto, se nam pridružili in se imeli lepo z nami. Joj, ko bi le imel koga, ki bi to posnel in bi zdaj lahko poslušali vaše odgovore. A ja, čakaj, se je. No, kar prisluhnimo. Ker je to en od najlepših dogodkov in je najboljša glasba tukaj, ki jo poslušamo potem marsikje, marsikdaj in nam vedno ustvarja nove spomine. Vas vsi ljudje, ki pridejo, da se jih spet sreča iz cele Slovenije, iz raznih dogodkov, pa da se pol spet kles vidimo. Ker je fajn, ker je tukaj Gospod in mi z njim zbrani. Zato, ker je ritem srca, se mi zdi, da smo tam vsi, prva asociacija je, da tam, ker smo vsi, ki smo mogoče že malo prestali za stično, pa še vedno imamo zelo radi to vzdušje, to skupnost, to, da se spet vidimo, a ne, ker smo razprošeni po Sloveniji, pa imamo svoje družine, pa smo vsi zasedeni, ampak na Ritmu srca se pa spet vidimo in uživamo v zelo dobri glasbi. In zelo dobro je videti najprej na Malem odru, kako pokažejo ljudje svojo strast do glasbe, potem pa veliki avtorji letos, ki se pokažejo na Glavnem odru. Ker lahko slišimo nove komade iz scene sodobne krščanske glasbe, da vidimo, da je ta stvar še naprej živa, no? da ne postopoma umira, ampak da vsako leto znova zaživi. Ja, v bistvu mi smo tukaj, ker smo že vsa prejšnja leta prišli in nam je zelo všeč, ker je pač krščanska glasba in je še slovenska, ker pa je pač nekaj za našo domovino. Pridem vsako leto, zato ker lahko srečam kakšne prijatelje, ki jih mogoče ne moram videti velikokrat, sploh iz prejšnje šole, skauti. No, seveda pa ni pomembno samo, zakaj ste prišli, ampak tudi, kako ste se imeli. Ful je fajn, vzdušje je super, dežuje, ne, muzika super, odlično. Še pridem drugo leto. Ja, meni je super. Nekaj zelo lepega. Všeč mi je, ker se takole veliko mladih zbere na kupu, pa da skupaj pojemo, pa se imamo lepo. Tako da zelo lep večer. Fajn, da sem prišla, lepo je bilo. Ja, zelo dobri, zato pa tudi zmeraj radi pridemo. A kaj je fino? Poleg glasbe pa to, kar je itak namena, ne, pa da se srečamo s prijatelji, pa se na videz spoznamo, pa se pa pogovarjamo, pa ugotovimo, da se spoznamo izpred 20 let, pa je tako lepo, no, stare prijatelje se obujati, pa povem eni, da pričakujeva ženo, da 7 otroka, pa ona pove po 20 letih, da ona ima pa 8. Neverjeten. Pa me je res kar lepo presenetila. Ja. Jaz ta festival smatram kot nadaljevanje tistega, ki smo kot otroci hodili v Stično. Polno mladine, fajn promocija. Hecam se, drugače pa ful dobro, ker pač se novi komadi predstavljajo, pa tako malo vidiš, kaj je novega, kaj je tako slovenskega novega, zato ker veliko je prired pa prevodov pa takih stvari. Je pa tako fajn slišati tudi, kaj se pač dejansko na novo naredi, pa tako pač je prav našega v tem smislu. To je meni ful fajn. Pa jaz bi rekla, da je en tak kulturen festival. Sicer še nisem v bistvu bila na Ritmu srca, ampak zaenkrat ga tako doživljam, no, tako se mi zdi, da pač ni zdaj, ne vem, da ljudje so na kakšnih substancah, ampak je pač taka pristno vzdušje, neka sproščena, radostna energija. Ja, mislim, da to je eno tako stičišče mladih in to je odlično, da se lahko zberejo na tak lep dan, pa zapojejo skupaj pesmi, ki so njim všeč, brez sramu, brez česarkoli, brez kakšne zagrenjenosti, skratka samo veselje. Jaz mislim, da je cilj začutiti pravi ritem srca skozi glasbo, skozi ene kvalitetne vsebine, pa skozi eno veselje. Ja, jaz sem navdušen, kako vsako leto Andrej in ekipa naredite vedno še eno stopničko navzgor in zato vedno rad pridem pogledati in se navduševati in se srečati s starimi in novimi prijatelji. Jaz mislim, da je radovednost velika, zdaj na nas pa je, a jo bomo sprejeli, prepoznali in dali, bi rekel, nekaj vrednega, da se lahko še naprej nadaljuje. Zdaj pa sem skoraj že začel razlagati, kako je to en tak lep festival tudi ne samo iz vidika krščanstva, ampak iz vidika slovenstva. Potem sem pa srečal tega strica. Ja,
pripeljal sem vnuka, da mu pokažem, kaj je srce naše domovine pa slovenstva. Tako in tako, meni je kar je slovenskega vedno všeč in to gojimo od malega, ne. Tako da mislim, da je tudi zdaj malo precej ljudi že dojema, da je slovenska glasba tudi pomembna, tako da upam, da bo šlo tako naprej, no. Nismo imeli daleč 3 kilometre, drugače smo iz Novega mesta, ampak smo Varoške danes, pa smo ga sem pripeljali. Tako da vas podpiramo in živimo z vami vsak dan. Radio je moj spremljevalec, cel dan, posod. In čestitke za vse, kar naredite za vas in za Slovenijo in to verjetno tudi čutite. Haha, seveda čutimo. In začutili bomo še enkrat s še eno pesmijo z ritma srca, nato se pa premaknemo na drugi vsebinski sklop današnje oddaje. Otroci smo Gospodovi, varuje nas, nad nami bdi, vodi nas in kaže pot, če kdo se izgubi. Zdaj je čas, da odpreš srce, naj vstopi vanj, ker ljubite. Rad bi zase te imel, da rodiš se je želel. Gospodov mir naj vedno bo s teboj. Zaupaj mu svoje življenje nocoj. Zbrani tukaj smo v njegovem imenu. Dvigni roki in predaj se Božjemu objemu. Ritem mojega srca slavi stvarnika sveta. Aleluja, aleluja, tvoja priča bom povsod prehodil zvesto tvojo pot. Aleluja, aleluja, aleluja. Vsako življenje je pomembno, nikoli ti naj ne bo vseeno. Za tistega, ki trpi, po pomoči hrepeni. Gospodov mir naj vedno bo s teboj. Zaupaj mu svoje življenje nocoj. Zbrani tukaj smo v njegovem imenu. Dvigni roki in predaj se Božjemu objemu. Ritem mojega srca slavi stvarnika sveta. Aleluja, aleluja, tvoja priča bom povsod prehodil zvesto tvojo pot. Aleluja, 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 ritem
Slovenijo prihaja Christopher West, kar je v določenih krogih dvignilo kar precej prahu. Sicer samega izvajalca nismo mogli povabiti v studio, ker govori angleško, se nam je pa zato pridružil nekdo iz katoliške mladine, in sicer Domen Mihelčič. Lepo pozdravljen. Dober dan. Za tiste srednješolce, ki zdajle poslušajo radio in se jim morda niti ne sanja, kdo to je. Zakaj je njegov obisk sploh pomemben? Zakaj bi jih moral zanimati? Kdo je ta človek na kratko? Jaz mislim, da je on prerok za današnji čas. Da on to vsebino, ki jo je Janez Pavel II, teologijo telesa, na bolj poljuden način razloži za vse ljudi, tako da lahko vsak razume. Ko mladi slišijo besede cerkev, telo, spolnost, večina najprej pomisli na dolg seznam nekih pravil oziroma prepovedi, česa ne sme. Christopher West pa izhaja iz teologije telesa, ki to zadevo popolnoma obrne na glavo. Kako nam on pomaga odkriti, da krščanstvo telesa, telesnosti ne sovraži, ampak bi rekel, da ga slavi? On govori o telesnosti in ne samo telesnosti, tudi o duhu, združenim s telesom, s tako strastjo in tudi globino, ker ve veliko stvari o tem, veliko je prebral, zelo se poglablja, celo življenje je posvetil temu in mislim, da vsakega lahko navduši s tem svojim zgledom življenja, s svojimi izkušnjami in s svojo strastnostjo glede tega. In mislim, da je to nekaj, kar se vsakega lahko dotakne in vsi hrepenimo po tem, da bi bili ljubljeni, da bi bili nasičeni, da bi nasitili svojo željo, svoje hrepenenje. Današnji mladostniki živijo na socialnih omrežjih, kjer se nenehno dogaja, da so bombardirani z idealnimi telesi, z nekimi sporočili, da je človek vreden le toliko, kolikor dobro izgleda. Kako lahko Westovo sporočilo pomaga dijaku ali pa dijakinji, ki se bori s slabo samopodobo, s pritiskom, da morda svoje telo nenehno podaja na to tehtnico potrditve? Te standardi, ki jih postavljajo socialna omrežja, so laž. In Christopher West nam pomaga razumeti, čemu je telo v resnici namenjeno, da ga prejmemo od Boga in je za Boga. Da se s primerjanjem in s raznim objavljanjem neprimernim na socialnih omrežjih raztelesiš. Zato mislim, da Westovo sporočilo lahko pomaga v bitki proti tem težavam, da vidiš, kaj je tvoja prava vrednost. Christopher West in ta dogodek bosta gotovo zaznamovala Slovenijo. Nadaljevala bova drugi del najinega pogovora, preden pa ti zadam naslednje vprašanje, ki mislim, da ti bo dalo misliti, predlagam, da narediva kratek glasbeni predah. S ponežnostjo stopa besedi, ki se ne spremeni. Vabiš me k sebi, ljubezni, ki ji konca ni. Tvoja svetloba me prebudi, duši da mir življenju izvi. Krotka postaja, se več ne boji. V tvoji dlani se prerodi. Sijaj luč sveta, mano gori, slava Gospodu meni zadoni. Radostna sem, ker ljubi me on, ljubi zelo rešenik me. Sijaj luč sveta, preženi temo, naj tvoja beseda ogreje srce. Srečna sem, čisti dlani, amen, naj plamen gori. Luč sveta sem, besedo živi, da svet ne zbledi, v temi se izgubi. Žar tvoj v meni kot plamen gori, brez te svetlobe težko se živi. Če blišč izgubi, kje bo pomoč? Bodi utrinek skozi vso noč.
Srednja šola je čas tistih prvih resnih zvez, zaljubljenosti, pa tudi mogoče precejšnje zmedenosti. Danes je zelo popularna v sodobni družbi tako imenovana hook-up kultura oziroma hitri površinski odnosi. West pogosto pravi, da mladi niso preveč lačni neke resne spolnosti, ampak da se enostavno zadovoljijo z mrvicami iz tal. To so njegove besede, namesto da bi počakali na pravo pojedino. Kaj sploh pomeni ta njegova prispodoba za nekoga, ki išče pristno ljubezen? Tukaj mi pride na misel prilika o izgubljenem sinu, ki je šel in se poskusil zadovoljiti s temi mrvicami. In potem je ugotovil, da še služabniki njegovega očeta živijo veliko bolje kot on, ki se je temu odpovedal v življenju pri svojem očetu in si reče, da bo šel nazaj. Tako tudi mladi, ki se zadovoljijo na tak hiter način, so povabljeni, da tudi prek tega srečanja s Christopherjem Westom pridejo nazaj k očetu in okusijo pravo ljubezen in ne samo mladi, tudi vsi, ker smo vsi poklicani k njemu. Domen, kdaj si pa ti prvič slišal za Christopherja Westa? Prvič sem spoznal Christopherja Westa v podcastu Meta Freda, kakšna 4 leta nazaj. Naslov je bil Bog je lepota in tam me je zelo navdušil, da sem potem še spremljal njegove vsebine. To je kanal Inštitut teologije telesa. Je pa njegov posnetek na YouTubeu moj najljubši vseh časov in to je sicer, kaj je največji sovražnik krščanstva. In tam govori o primerja breztelesno in telesno duhovnost in res pokaže pomembnost tega vprašanja za ta trenutek, za te čase. In se mi zdi to mogoče celo najpomembnejša tema za ta trenutek. A ja, pa še to. Na dogodku bo še Mike Mangoni. Kdo pa je to? On je tudi povezan s tem inštitutom teologije telesa in je sodelavec od Christopherja. Je pa glasbenik in bo svojo glasbo lepo zaokrožil dogodek. Lahko bomo kupili tudi knjigo Teologija telesa za začetnike, bo na voljo na dogodku. Domen, oprosti, ker sem te mogoče kar na začetku s tako težkimi vprašanji napadel, ampak moj namen je bil, da v resnici res pritegnem pozornost mladih, zato ker se mi zdi, da gre za res pomemben dogodek. In to zadnje vprašanje bo nekoliko bolj sproščene narave. Torej, če je zdaj le kakšen srednješolec ob teh besedah začutil, da West govori točno o njegovih skritih vprašanjih oziroma hrepenenjih, kdaj in kam mora priti, potem bova pa še nadaljevala, kako bo vse skupaj potekalo. V petek, 5. junija ob 19. uri v Zavod Svetega Stanislava v Ljubljani. Kateri del programa med njegovim obiskom v Sloveniji pa je najbolj pisan na kožo prav mladim in kaj lahko tam pričakujejo? Mislim, da je cel program še posebej namenjen mladim, pričakujejo pa lahko celostno izkušnjo naravnanosti Božji ljubezni in k izviru, ker naslov je izvir in od tam zajemajmo. Domen, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za vse koristne informacije in še enkrat vsi poslušalci in poslušalke lepo vabljeni na dogodek z naslovom Izvir, pripravlja ga Katoliška mladina v sodelovanju s Christopherjem Westom, ki je res poseben človek. Trenutne cene vstopnic so 25 € in 19 € za dijake in študente. Upam, da se vidimo na dogodku. Domen, tebi pa hvala, da si prišel. Hvala za vabilo. Zdaj pa res ni ostalo več veliko povedati. Drage poslušalke, dragi poslušalci, še enkrat vas povabim, zdaj se pa počasi poslavljam. Hvala za vašo pozornost in upam, da se vidimo na dogodku. Z vami sem bil Jakob Turk. Mladoskop.